Pa smo jo dočakali, težko pričakovano novo epizodo Vojne zvezd Poslednji jedi, že 8. po vrsti. Je bilo vredno čakati na film? Čakati, nikoli ne maram čakanja, ampak ja, je bilo vredno. Definitivno. In pripadla nam je ta čas, da smo bili deležni ekskluzivne predpremiere in smo si film lahko ogledali eni izmed prvih na svetu. Zelo smo ponosni, v bistvu eni izmed prvih na svetu, no? Je teh 406 noter v dvorani. Res, da smo pač v večini povabljeni, bilo je tudi nekaj malo nagradnih iger, tako da so tudi ta pravi fani vmes. Pač ni bilo možno vstopnic prodajati, ampak smo zelo veseli, no, da smo imeli to čast v Sloveniji prvi prikazati film, tako da bojo tudi ljudje, ki pridejo z dvorane, lahko delili vtise, kako jim je bilo všeč, če so pričakovanja izpolnjena. Po dobrih 150 minutah so iz nabito polne dvorane začeli prihajati nasmejani in zadovoljni obrazi, nekateri izmed njih so namreč pravi oboževalci sage. Kaj je njen čar, kaj jo dela tako posebno? Meni cel ta fantazijski svet, kako je vse povezano, vsa bitja, kako v njej nastopajo, pač vsi liki, kako so njihove družinske zgodbe med sabo, kako zaradi tega nastajajo konflikti v njih in to. Kaj vam je bilo najbolj všeč v epizodi 8, v primerjavi recimo z ostalimi epizodami? Težka. Novi liki, nova okolja, zgodba v drugo smer. Ja, to zdaj. Mora se malo sešče pravzaprav noter. Ste fan Vojne zvezd? Absolutno fan, pa ne samo tega, tudi Marvela in DC-ja in z otrokama pogledamo čisto vse znamo na pamet. Tako da ja. Je bilo vredno čakati na film? Absolutno, navdušil me je tako kot zmeraj, malo me je presenetila nova tehnologija. Prvič smo videli, da ladje letijo v warpu, da imajo ščite, pa tudi borbe so šle nazaj na tisti nivo kot včasih. Fantastično. Kako velik oboževalec Vojne zvezd ste? Veste kaj, jaz sem mogel že z otroci to začeti gledati. To se pravi, da včasih je bilo to na mus, zdaj je pa to fajn. To se pravi, to je velika razlika, velik korak. Je bilo vredno čakati na film? Ja, seveda, smo čakali, kaj se bo zgodilo, ker nazadnje smo pustili Luka Skywalkerja tam na tistem otoku, gor baje na Norveškem. In zdaj smo videli, kaj se je iz tega steklo. No. Ampak v resnici ni bilo nobenega toliko tragičnega momenta, kot je bil v prejšnjem filmu, ko sin pokonča svojega očeta. To je bilo, ampak dobro, ni bilo pa tega. Sicer fajn film, fajn narejen film, mislim, vrhunsko, efekti. Mislim, to je drug svet delanja filmov. Všeč mi je bila ta modrost, ki jo je povedal, ne smem povedati kdo, ker vam bom zjebal film, ker pride noter en tak cool in reče failure, the greatest teacher is. Oziroma, neuspeh je najboljši učitelj. To mi je bilo da best, to sem tako prav gledal, sem rekel, fuck, to je pa tok res, da bolj ne more biti. Tako da, to mi je bilo všeč, pa všeč so mi bili vesoljčki, oni tam mali, ki čuvi enega speče, pa tam mi je kar tako malo zapasali piščanca jaz, ker sem to gledal, sem rekel, kako ga je lepo zapekel, prav občudoval sem, res, ker ne moreš tako dobro zapeči vesoljčka majhnega, ne, on ga je res dober. Tako da, te vesoljčki so mi bili da best, vizualno je film hud, akcije skozi, pač 2 ure pa pol gre takole, no, da best je res, dogodivščina je, da best usede se in ti da best 2 ure pa pol, tako da zakon. Po odlični vizualni, zabavni, emocionalni in dih jemajoči filmski izkušnji smo se lahko okrepčali ob dobrotah izpod prstov Tomaša Javoreka. Vse si bomo lahko danes razvajali naše brbončice. Danes smo pripravili kar nekaj vrstenih, 7-8 različnih, od zelenjavnih do mesnih. Se pravi, imamo račo pašteto z profiteroli, imamo špinačne mafine, imamo s pršutom kanape, klasika, ko vsi obožujejo, imamo varianto ala pizza, z listnatega testa pečená šunka. Malo moram po mizah pogledati, da vidim, kaj je točno. Solatka, jabolka, arašídy, gomol zelené, še neki olive, černe, tapenáda. Ne, ja sem jih 7 naštel. Vsi, ki že nestrpno pričakujete 8. del Vojne zvezd, si ga lahko ogledate od jutri naprej. Pa naj bo sila z vami.